Sem Nataša Luša, direktorica medijske hiše Delo. Za nas je pri delu na daljavo najpomembnejša fleksibilnost. Če želite izvedeti več, si oglejte ta video. V medijski hiši Delo smo v času pred korono imeli zelo malo dela na daljavo. To je bilo rezervirano zgolj za naše dopisnike. Ko pa je bila razglašena epidemija, smo bili pripravljeni in smo lahko praktično vse delo opravili na daljavo, razen seveda tistega dela v tiskarni, ki je vezano na stroje. Da smo prišli do tega, da smo delo tako čez noč lahko delali od doma, seveda ni stvar enega dneva, enega tedna, ampak smo v prejšnjih letih implementirali sodobne sisteme, ki nam omogočajo, da zaposleni dostopajo preko svojih posebnih računalnikov do vsebin, ki jih imajo v službi. In tako smo lahko v tem času, brez težav, ki bi jih opazili naši bralci, lahko vsak dan izdali časopis Delo in tudi skrbeli za našo spletno stran. Organizirali smo se praktično čez noč. Vsak oddelek je organiziral delo po svoje, tako kot mu je najbolj ustrezalo, in ni nujno, da smo se vsi organizirali enako. In vsak dan smo preverjali svoje prakse in jih nadgrajevali. Bili smo izredno fleksibilni, nihče ni kompliciral in vse je bilo mogoče. Komunikacija med vodstvom in zaposlenimi je potekala zelo dobro, v obliki komunikejev oziroma sporočil, ki jih je vodstvo pošiljalo vsem zaposlenim praktično enkrat tedensko. Bomo pa sedaj, ko vemo malo več o teh stvareh in ko smo se nekaj tudi naučili, to prakso tudi nadgradili s tem, da bomo omogočili obojestransko komunikacijo. Nisem si predstavljala, da zaposlenim tako zelo veliko pomeni na delovnem mestu njihov stol. Veliko naših zaposlenih ima zdravstvene težave in imajo posebej prilagojena delovna mesta. In ko so prvi zaposleni izrazili željo, da bi si odnesli domov stol, smo tem željam, če se je le dalo, prisluhnili. Tudi pri drugi opremi smo bili kar fleksibilni, tako da so si lahko naši zaposleni doma uredili primerna delovna mesta. Ko so potem pošiljali nazaj že podpisane pogodbe o zaposlitvi, ki ureja tudi delo na daljavo, so nekateri poslikali svoje delovno mesto in res sem z veseljem si ogledala ta delovna mesta, ki našim zaposlenim očitno zelo veliko pomeni. V začetku je bilo zelo težko za zaposlene najti tisto ravnovesje med službenim in zasebnim časom. Pa moram reči, da je bilo tistega službenega časa bistveno več kot tega zasebnega časa. Vsi smo bili v nekakšnem krču, stresu, kaj je treba še storiti, kaj moramo narediti, da bomo zadostili pričakovanjem svojih nadrejenih. Vodje pa so imeli to težavo, da so težko uskladili ta pričakovanja do zaposlenih in z učinkovitostjo posameznika. Zato smo zelo hitro vzpostavili sistem obveznega časa dosegljivosti, ki je rešil marsikateri problem. Že prej pa smo imeli vzpostavljena na precej delovnih mestih tudi merila za merjenje učinkovitosti, tako da to niti ni bila taka težava. Druga težava, s katero se je soočila večina naših zaposlenih, je bil stres, ki so ga doživljali zaradi dela na daljavo. Domače okolje, zlasti v najhujšem času korone, ko so bili doma tudi otroci, ni bilo najbolj stimulativno. Zato smo takoj, ko je bilo to mogoče, vzpostavili sisteme kombinacij dela na daljavo in pa dela v pisarni,
kar je našim zaposlenim zelo dobro pomagalo pri njihovem počutju. Seveda pa smo imeli kar precej tehničnih težav, ampak ne svojih, ampak zaradi slabih internetnih povezav po vsej Sloveniji, kar mislim, da se je zdaj še posebej pokazalo. Mogoče bom začela, kaj pomeni za našo hišo. Za medijsko hišo je delo na daljavo videti naravna odločitev. Novinarji so dosti bolj fleksibilni in imajo tudi več možnosti za kreativnost. Seveda pa prav novinarji potrebujejo veliko interakcij z drugimi ljudmi in tudi s svojimi sodelavci. In ne glede na to, da smo uporabili vse možnosti tehnologije za komunikacijo na daljavo, pa komunikacij v živo ne more še nadomestiti ničesar. Zato je za nas konkretno najboljša kombinacija delo na daljavo in delo v pisarni, pač tako, kakor komu ustreza in iz dneva v dan se temu prilagajamo. Na splošno pa menim, da je delo na daljavo oblika dela prihodnosti, seveda za vse tiste panoge, kjer ga je mogoče izvajati, in pri tem ne smemo pozabiti na ta socialni vidik druženja in interakcij med ljudmi. Sama osebno menim, da je največja prednost, ki ga ponuja delo na daljavo, ogromen prihranek časa, ki ga sicer porabimo na poti, in pa omogoča bistveno lažje organiziranje domačega družinskega življenja in službenega življenja. Kar pa delo od doma, delo na daljavo zahteva, pa je vzpostavitev neke drugačne miselnosti, tako pri delodajalcih kot pri zaposlenih. Predvsem zahteva zaupanje na obeh straneh, ki se ga lahko gradi samo z odgovornim ravnanjem enih in drugih.